Med nami je gospod profesor dr. Tadej Battelino. Večina od vas ve, da je zdravnik, pediater. Bom povedala še nekaj iz njegovega življenja, da boste potem že tudi kaj vprašali, ga pač karkoli vas zanima. Gospod Battelino je poročen in tukaj pozdravljam tudi njegovo gospo soprogo, tako da gospa Alenka dobrodošla, in oče 3 otrok. Po klasični gimnaziji v Ljubljani je študiral na medicinski fakulteti, kjer je opravil specializacijo iz pediatrije. Nato je odšel v Združene države Amerike, kjer je v Chicagu opravil klinično subspecializacijo iz pediatrične endokrinologije, diabetologije in bolezni presnove. Čeprav je tam imel odlične možnosti, da bi nadaljeval kariero, se je vrnil v Slovenijo in leta 1996 doktoriral na medicinski fakulteti v Ljubljani. Nato pa je odšel v Pariz, kjer je zaključil podoktorski staž. Od leta 1997 je predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Poleg tega je redni profesor na medicinski fakulteti, predstojnik katedre za pediatrijo, bil je prodekan medicinske fakultete za raziskovalno dejavnost. Poleg vsega tega, kar sem že naštela, je vpet v raziskovalno delo. Vodil je številne nacionalne in mednarodne projekte. Kar je meni osebno najbolj osupano, moram priznati, je število člankov, ki jih je objavil v najpomembnejših svetovnih medicinskih revijah in je tudi soavtor številnih medicinskih učbenikov, ki jih ne uporabljajo samo pri nas, ampak po vsem svetu. Naštela sem številne dejavnosti, s katerimi se ukvarja, ampak njegovo delo se dotika tudi življenja vseh nas. Je namreč avtor mednarodnih smernic, ki so jih sprejela mednarodna združenja za sladkorno bolezen in ki so spremenile rutinske obravnave sladkorne bolezni. Vse mamice in novorojenčki se tudi, ki jim takoj po rojstvu odvzamejo kri za presejano testiranje na redke bolezni, so tudi deležne dobrobiti, ki so jih razvili profesor Battelino in njegova ekipa. S tem presejanim programom lahko danes že takoj po rojstvu prepoznavajo številne prirojene bolezni in jih začnejo zdraviti, še preden se pokažejo simptomi. Njegovo sodelovanje pri raziskovanih dosežkih na področju umetne inteligence pri razvoju dovajanja inzulina po principu zaprte zanke je tudi doseglo mednarodni odmev. V zadnjem času, vsaj tako je pisalo, no mogoče imate še novejše izzive, je svojo raziskovalno skupino s pomočjo funkcionalne magnetne resonance dokazal škodljiv vpliv visokega krvnega sladkorja na kognitivne sposobnosti mladih ljudi s sladkorno boleznijo. In s tem je tudi pomagal, da so se izboljšale mednarodne smernice za vodenje te bolezni. Za vse to svoje raziskovalno delo je prejel številna slovenska in mednarodna priznanja in nagrade in je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti in izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dobrodošli med nami. Hvala, da ste si vzeli čas. Vem, da ste bili v tujini, da ste ravno kar prišli iz tujine. Pa naj bo moje prvo vprašanje, zakaj medicina? Zakaj ste se odločili za medicino? Je kakšen poseben dejavnik, je bil kakšen razmislek? Kaj vas je vodilo na tej poti, da ste se odločili in da vztrajate na njej? Mama je rekla, da bom to študiral. In ste jo ubogali. Včasih smo mame ubogali. No, zakaj pa mama, ki ni bila iz tega, iz medicine, ki je delovala na čisto drugem področju, kaj pa ona potem bila v medicini takega, da vam je svetovala to pot? Zadnjič je imela en intervju, pa sem prebral iz njega intervjuja, da je ona hotela biti zdravnica, pa je niso pustili. Pa sem mogel pa jaz to narediti. No,
No in to ste več kot zelo uspešno naredili. Vaše delo presega meje Slovenije in sodelujete z zdravniki po vsem svetu. Kako vidite pomen tega sodelovanja tudi izven našega prostora? Kaj to doprinaša vam osebno, pa potem tudi vsem pacientom, s katerimi delate tukaj v Sloveniji? Najprej dober večer vsem skupaj. Hvala lepa, da ste prišli. To se vse tako grozno sliši, pa v resnici ni pravzaprav. Res je, zdaj bo šel učbenik, ameriški učbenik, kjer vam noter poglavje in se bojo Amerikanci učili tisto, kar sem napisal in tako delati. To je v redu. Ampak to je seveda drug nivo. To nima zveze s tem delom z bolnimi ljudmi v naši državi. V resnici je tako, ker so mi, naj povem, kaj vera pri tem pomaga. Tisti, ki evangelij berete, je tako, če bi bil jaz kaj veren, bi šel na vizito, pa v nebo pogledal, pa bi bil tisti revež, ki pol umreče za 2 ure zdrav. Pa ne. Se pravi, hvalce z vero je pogumno dejanje. Ta papež ne mara ljudi, ki se z vero hvalijo v resnici. Piše. Zakaj nimamo zadost vere? Ne bi medicine rado študirati. Se pravi, to je zelo kompleksen vprašanje, prijetno za vse nas. Danes je lepo župan rekel, se pravi, človeška bližina, to je verjeten najbolj pomemben del zdravniškega dela in to je mogoče predpogoj, če hočeš z težko bolnimi ljudmi delati, z njihovimi družinami. Se pravi, da si jim lahko blizu, da se jim zdi, da recimo vsaj tepni vse. In to je bistvo tega, kar je kriza svoj čas delal, ni mu bilo vse. Kregal se je svoje jude, on ni mislil, po mojem mnenju, sploh ni mislil, da je vera tudi za nas na začetku. Svoje jude je učil, ki so ga miksali svetovno. Pa ga ni ben poslušal. Pa je rekel, ok, bom pa komu drugemu povedal. Tako je. In to se dogaja pravzaprav vsem nam vrš čas. Danes ljudi prepričati, pač moraš delati tako, da raziskuješ, objavljaš rezultate in pol počas te začnejo poslušati. Na človeškem nivoju pa pravzaprav ostane ta bližina. Se pravi, jaz mislim, da je to nekako tako, da imaš občutek, da ti je Bog blizu, pa si nekako tudi ti lahko ljudem blizu na nek način. Torej, ohranjate ta stik s pacienti, kako uspete tole nekako raziskovalno delo, znanstveno delo povezati tudi z vsakodnevnim oziroma ne vem, kako imate natančno stikom s pacienti, da vam je človek v ospredju, obenem pa ne zanemarite tudi kliničnih raziskav in vsega ostalega, kar počnete. Ta meja je pravzaprav, kdo je bolnik, pa kdo je zdrav, je pogosto zelo nejasna. Pred 3 tedni je umrla naša kolegica za rakom po 9-letnem boju, pustila za sabo 11-letnega sinka. Pri meni je doktorirala, jaz sem bil mentor za eno specializacijo, šla je na Harvard in na Harvard uspela, boljš ne gre. Objavila najboljše članke, pol pa se je Bog odločil drugače, dobila je raka in po precejšnji bitki, jer je bila izjemno pogumna do konca, umrla. Kdo je zdaj zdravnik, kdo je pacijenta? Se pravi, to je zelo zabrisanje. Seveda, bolj smo stari, več bolnih ljudi srečujemo, vse ni. To je ta videz, ki ga hoče moderna družba, še celo slovenska družba, da ne bogat, zdrav, uspešen, ne vem kaj, vse to ni res. To ni res. Tako da, jaz mislim, da ni bližina sam za tistega, ki je zelo podoben, ampak bližina za vsakega, s katerim prideš v stik in s katerim se pogovarjaš. In seveda bolj si nekak javna oseba, bolj pogosto je to, da se ljudi obrnejo nate in takrat ali si blizu,
in si na ta način nekak kristjan ali pa nisi. Od kje pa črpate moč za to bližino? Včasih se mogoče človek naveliča, ali pa se mu zdi pa še en, ki potrebuje bližino, ali pa smo tako utrujeni, pa se nam ne da. Kje črpate vi moč, da ste lahko blizu, da ste lahko bližni? Zdaj sem iz drugih časov, jaz iz te izčrpanosti, pa izgorelosti, pa tako naprej. Zdaj na medicinski fakulteti, prosim, učijo študente, kako se ščititi pred izgorelostjo. To ne more biti. Tako da jaz te izgorelosti ne razumem, jo tudi ne bom. Mi nismo bili tako vzgojeni. Moja mati ima 84 let, pa ni nič izgorila. Jaz tega ne zastopam. Če že hočete, je Kristus rekel, da je izgorel. To je, ok, on je bil malo daljši, ki so ga pentali, ampak to ni, to za mene ni ta prav odnos do življenja. Če si izgorel, rabiš psihiatra, pa pomoč. Mislim, da sem bolj v smislu, da si lahko res bližnji, da začutiš človeka, da vidiš, kaj potrebuje v tem trenutku, da ga opaziš. Pogosto ne opazimo človeka, ali pa ne opazimo, kaj je tisto, kar dejansko potrebuje. Mogoče ne potrebuje neke terapije, ampak besede. Če kaj ne vera, pol je to vera, da to vidiš, humor. Jaz mislim, da je v bistvu kristjana ravno tem, da to vidi, tako kot, če hočete, da je izbral, da on je župnik tak evangelij, ampak to je res, šlo je vidim, da je videl. Tem je šlo se. In ko greš mem, ko greš na vizito, eni ni velik, pa se ti smejijo, eni pa je. In to moš videti, Če ne, če ni tega, te odprtosti, pravzaprav, za ljudi, ki trpijo, ki imajo težave, pol težko, pravzaprav, delaš zares. Sej, ok, že pozdraviš tisto, če se da, ampak zares, vzpostaviti odnos in verjetno težko, če nimaš tega. Ali je mogoče se tega naučiti, kako vi to predajate naprej mlajšim? Ali imeli ste številne doktorante, študente in tako naprej? Ja, to je tudi dobro vprašanje. Ne vem, če znam na to odgovoriti. Uradno je vera dar. Vera nam je podarjena, mi smo izbrani, nismo mi Boga izbrani, tako piše. A se jo da naučiti, po mojem, če ne bi v ruku kinili. Da ga je župniki kar lepo, svetuje. Jaz mislim, da čista mogoče prav vere naučiti, oziroma biti veren se verjetno ne da naučiti. Razen z zgledom. Jaz mislim, da to prve dne prenašajo mame. Jaz ne vem, če smo očetje za to, kaj prida, se bojim, da verjetno ne, ampak mame to prenašajo. To je bistvo judovstva, se pravi 5, 6, 7 tisoč let je tako, vero, in tudi samo judovstvo genetsko prenaša mama. In to je nekaj, kar mogoče v današnji družbi, in če dosti dobro razumemo, mama biti nekaj zelo veliko vreden. Moraš biti neki na koga, na Kardashian. Tako da jaz mislim, da če te kdo nauči vere, te nauči mama, oziroma, ok, šmirjeve že nimajo mame. To je pač nekdo, dovolj dober bližnji. Da bi te pa prav tako naučil, da bi rekel, ok, zdaj igrala pa v program vere, pa tvoja trenirala, tisto pa bolj dvomno. Ne vem, mogoče me bo kdo popravil. Torej, iz tega sklepam, da je vaša vera temelji na vzgoji vaše mame, da ste jo preko nje dobili nek oseben odnos, ste jo potem še kje sami poglabljali, a to zadostuje, kar mama da? Ja, moja mama je verna znanstvenica, naravoslovna znanstvenica, tako da cel življenje. Veste, če sem čisto odkrita, da bi se prav v vero poglabljal, nisem imel časa, jaz imam za delati.
ja, tudi nisem prepričan, da neko tako nekakšno orientalsko meditiranje bistveno doprinese. Ja, jaz mislim, da nam ljudje jasno pove, da moramo delati na tem svetu. Ne. Pa tudi moliti. No, vse to je delanje. Moliti ni zapušavanje, moliti je delanje. Če resno. Ampak vseeno, no, če greva nazaj malo k medicini pa vašemu delu in vsem rezultatom. Kako gledate na to, da so potem vaše delo je bilo nagrajeno, postal ste tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kako gledate na ta priznanja, nagrade, kaj vam pomenijo? Veste, jaz veliko šefov zamenjam, veste, pa ta pride pa pa ta vlada vnapetna. Jaz imam za enega šefa. In njemu boste dajali odgovor. Vse ostalo je samo pač, ljudje imamo neke navade, običaje, take stvari pridejo prav, zato ker ti manj nagajajo, manj te ogrožajo, več imaš mogoče svobode, da delaš tisto, kar misliš že prav. In seveda, recimo, če ste omenili akademijo, to so moji učitelji. Se pravi, to je njegov priznanje, če svojega učenca zberejo, se gotovo. Sem seveda vesel tega in hvaležen, ampak v resnici, vsi bomo na koncu en odgovor dajali. In ta odgovor bo, a si ga videl. In nas je ljubil kaj narediti, če si ga videl. To je to. In to vlada, to ni vezan na moj poklic, to vlada za vsega. Ampak ker ste akademik, imate občutek, da vaša beseda več velja, da je bolj slišana, ali se ljudje požvižgajo na to? Pa jaz mislim, da se večinoma požvižgajo. Zakaj pomislite? Oziroma, kako slišala sem, da vi pač vero javno priznavate, oznanjate tudi na akademiji, tudi v okolju, kjer to ni najbolj običajno. Ali imate težave kdaj zaradi tega, ali nimate, oziroma ali to namenoma delate, ali je to pač čisto iz vas nekaj, kar vi ste in zato potem tudi tako delujete? Jaz imam težave skozi. Da se kako je, jaz ne vem čisto očen, ampak v bistvu je tako ne. Na več mestih je pravzaprav, če hočete, na dva načina zapisana. Prvo je, da v bistvu moramo Kristusa priznati, da smo njegovi, to zelo jasno pove. In na drugi strani pove, da če bomo zaradi njega zaničevani, to nič hudega ni. In tako sem bil jaz vzgojen. Moj dedek, oče od mame, ko je bila stara, se pravi 7 let, je podpisal, da je hodila k veruku in je šel za 2 let na prisilno delo v Novi Beograd. Mi smo s teh koncev družbe doma. Tako da, če sem imel težave, zato ker sem veril, seveda. In kaj? To sem si zelo zapomnila, ko ste v enem intervjuju povedali, da ko ste šli v Združene države Amerike, vas je tam presenetilo, da tam šteje samo znanje pa delo. Ne to, čigav si, pa odkje si, pa kakšna tvoja provenienca, ampak tisto, kar pokažeš. In me zanima, kako potem, ko ste prišli nazaj v Slovenijo, a ste se lahko navadili, da tega ni, ali vsaj ni v taki veliki meri, ali tega niste mogoče niti občutili potem? No, veste kaj, jaz sem imel takrat 25 let podlage komunizma, pa vojsko, tako da mislim, jugoslovansko armijo. Se pravi, to je bistvena razlika normalnih družb je, da imajo ljudje podobne možnosti, tako je težko reči sistem, podobne možnosti. Se pravi, da niso diskriminirani zato, ker so verni, ali pa zato, ker niso, ali pa jaz ne vem zakaj. In to se vidi, če greste v Trst. Ne rabite do Amerike. Za Ameriko je pa to mogoče res najbolj očitno. Tam pa človeka sprejmejo in če si normalen, pa so ti ljub delati,
vsi njihovi. In to je prijeten, to je v bistvu tako, kot bi mogoče na svet mogli biti. Ne to večno ločevanje, ki ga tle vidiš, še prvi kdaj kot ravno zdaj. Po mojem mnenju tako hudo še ni bilo. Se pravi, to je izrazito ločevanje, zaličevanje drugače misleči, se pravi, ne ultraljivih. Tako je. To so nekateri izvolili in jaz to demokracijo verjamem. Torej, nam ne ostane nič drugega, kot čakati na volitve, ali imate kakšen predlog? Benga. Se pravi, majste, družba je zelo zanimiv pojav. Družba je tako na nek način, kot človek, se pravi, deluje po nekih svojih zakonitostih. In en po mojem velikih problemov je, da smo mi zaradi komunističnega nasilja nismo imeli možnosti družbo študirati in jo razumeti. In tle imamo po mojem precejšen zaostanek. Zakaj ljudje tako odreagirajo, kad v Sloveniji vidimo in gledamo? To je pomembno vprašanje, ker ga jaz ne znam odgovoriti, ampak nekdo bi to mogel študirati pa razložiti. Tako jaz to vidim. Nobenega problema, ki smo ga prinesli iz časov nasilja, še nismo rešili. To se pravi, da to še čaka uboge mlajše ljudi, da se to zgodi. Se bo pa mogel. Nismo pa edini, ki imamo težave. Poglejte Nizozemsko, poglejte Belgijo, tako ne jedrne države. Tam imajo kavarne v cerkvah. Popravno razstavljene. Zato, ker ben več naprive imaš. Tam itak nimajo imaš. Veste, se je zanimivo, to je zelo kompleksno. Zelo kompleksno, zakaj se to dogaja. Tako da je lahko še huj. Jaz ne vem, po mojem edino, kar pomaga, je, da se o tem govori, pogovarja in prova najdete eno pot v neko normalnost, v neko ali ste odprto drugo, ki sprejema, ki vidi človeka. Bud se poveda, da si kristjan je brez veze, po mojem. Mislim, če niti toliko ni, da to rečeš prav. In če ima zaradi tega težave, ok. Zdaj sva opisala to stanje, v katerem smo, ampak kaj vas pa veseli? Recimo, kaj je tisto v vašem delu, kar vas najbolj veseli? Stroka, veste, v bistvu je edina varianta, da tukaj ne pobegneš, je to, da skotumiraš, da v bistvu zapreš oči pred tem, kar se dogaja in delaš svoj del. In tle pa dejansko je Slovenija bistveno ker se omenili neonatalni presejalen testiranje, imamo največji program v Evropski skupnosti. Pa verjetno tudi najboljši organiziran. Se pravi, na svojem področju probaš narediti nekaj dobrega, to je to. A lahko za tiste, ki ne poznajo, malo pišete, kaj je ta program, kaj obsega, kaj to pomeni za dejansko za življenje teh otrok? Nekatere bolezni, jih ne prepoznaš, se jih ne vidi, dokler ne poškodujejo, najbolj pogosto živčevje, ali pa umreš. Se pravi, če take bolezni ne znamo zdraviti, potem je to bolj Bog pomaga, če jo pa znamo, potem je smiselno, da jo odkriješ, preden se to zgodi. In zato je presejalno testiranje novorojencev. Nekoč smo poznali eno bolezen, se pravi, fenilketonurijo, to je bila prva, ki se je presejala, to je ena bolezen, ker ene same aminokisline jedra ne morejo presnavljati. Ko jo poješ, namesto da bi jo presnovili, tako kot vsi mi, rata z njej strup, ki poškoduje možgane. Nepopravljivo. In ker to vidiš, je prepozno. Se pravi, s kapljice krvi ugotoviš to bolezen, izločaš iz hrane, nič bolj kompliciran kot to aminokislino in otrok je popolnoma zdrav in normalen in moli nič. Malo težka dieta je, vedno lažja, včasih pa še težja, ker ni bilo sodobnih stvari. In je otrok volil. Tako se je začel. Pa naslednjo je bilo pomanjkanje ščitničnega hormona. Se veste, tvani kretenizem izhaja z te besede. To je uradna diagnoza, če si se rodil brez ščitničnega hormona. In si bil kreten. Medicinsko. Danes to ne govorimo več. Pa danes tudi ni več te bolezni.
Ta se tudi po celem svetu skrimira. Potem je pa vedno več bolezni ratali prepoznanih in se je dalo ukrepati. Danes, če pogledate, mogoče največja pridobitev tega skrininga ni z mojega področja, z področja neurologije, kjer se spinalno mišično atrofijo ugotovi in se z genetskim zdravljenjem, preden se začne zaustavljati. In te otroci hodijo, včasih bi pa hromi, nehali dihati in se zadušili, morajo plavati na prvi domovi. To so enormne razlike. Če jaz pomislim 35 let nazaj, pa zdaj na prepoznam medicine. Se pravi, naloga je, da probaš, res, vse, kar obstaja na svetu, pa združiti in prinesti kaj. Tle seveda, če tako pogledate, je bilo vendarle, ne samo znanje, da bo treba to družbo prepričati, da je to konc koncev sprejela. Se vidite, eni se upirajo, plačena, da je organizacijsko šlo čez, tako da to je nekaj gotovo izjemno dobro, recimo v naših družbi. Ker to ljudje spremajo, se strinjajo, da je fajn, vsi skupaj mislimo, da s tem nekaj dobro, recimo se naredi. To je zelo pomembno. In tega vedno več. Se pravi, medicina, v resnici, moj najbolj verjetno zanimiv del raziskovanja je genomika. Imamo največji genomski laboratorij, daleč največji v regiji. In zelo zanimive stvari delamo. In če bo še z tega kaj daja, to bo kakšna dodatna stvar, pojasnjena, vzdržljiva in tako naprej, to so tiste stvari, ki recimo me veselijo in se mi zdijo vredne. In ne samo ena, se jaz nisem sam, jaz imam zelo lepo skupino, tako na kliniki, v bolnici, kot v laboratoriju. Nas vse veseli. Če nas ne posadili, veste, mlad raziskovalc ima Jurija Plača, Jurija Stola, tam v Novartisu pa koliko? 3 ure, 5 ure. Se pravi, da moraš biti zmešan, da prven delaš. In so tak ljudje, ki so tako zmešani, da pogledajo zato, kaj jih zanima, ker se jim zdi, da lahko naredijo nekaj dobrega. To me veseli. Da ne grejo vsi v Novartis. No, ko ste omenili Novartis oziroma podobna podjetja, večina od nas je verjetno slišala za tele akcije zbiranja pomoči za otroke, ne vem, Krisa, Karolino in tako naprej. Kako gledate na te pobude, ki po eni strani povezujejo ljudi, po drugi pa tudi razdvajajo, postavljajo tudi številna vprašanja. Omenili ste, da vi prepoznavate bolezni, ki jih, če sem prav razumela, znate tudi nekako zdraviti oziroma obravnavati. Se pravi, in ne greš odkrivati bolezni, za katere sicer vemo, da so, pa ne znamo nič narediti. To je neizlično, samo tega se ne dela. To je tako, Jaz mislim, da največji problem seveda pri tem zelo javnem zbiranju in veseljačenju za lahkobolnimi otroci je to, da morajo biti pošteni. Tukaj nas mogoče na kliniki najbolj boli, da zdaj nazadnje je bila postavljena obljuba, ki je verjetno neuresničljiva. V letu 2 bo zdravilo. No bo. Kako se je treba čez vse te stopnje, ki so skladno z Evropsko medicinsko agencijo predpisane, ne more biti. To zavajanje ljudi je mogoče za mene najbolj boleče. Zdravnik je odgovoren do človeka ali pa družine, ki jo ima, da pove približno res, kolikor ve. Ne moreš kar nekaj reči, dajte 2 milijona, pa bo zdravil. Se sliši se lepo, sam res ne. Se pravi, to so te stvari, mogoče ga nas bolijo. In seveda zaradi takih stvari pa tudi verjetno pride do teh razdvajanja. Ni drugače, veste, to, da če bi bilo vse res, pa bi to zbirali, sej imamo sklad, ustanovo na pediatrični kliniki in to delamo vse čas. Onkološki, naš klinični oddelek vse čas, ima te viteze in tako naprej, sej po mojem mnenju čez ustanovo za novo pediatrično kliniko najdražji deli v Frenu. So vse ljudje darovali. Se pravi, vse to je dober in prav in sam mora biti pošten. In se pravi, pa ne da bi konkretno, se to ne spuščam,
Lahko rečem, da je na naši kliniki pošteno. Verjetno se v takih težkih situacijah, ki so zelo zahtevne za družine teh otrok, pojavljajo tudi mogoče še kakšne druge moralne dileme, s katerimi se morate soočiti. Veste, če recimo večina rojenih bolezni do nedavnega umrla, se pravi, recimo, v redkih primerih zelo hitro, sicer pa do enega drugega, tretjega, četrtega, včasih 10 leta, pa si predstavljate, da to dilema za dilemo. Paliativni pristop, se pravi, kako lajšati bolečino, trpljenje, kako omogočiti, se pravi, temu Bogu otroku, ker vsaj na nekaj se dogaja. Eno dostojno pot, ki jo ima s to prijavljeno bolezni. Se pravi, mislim, če šteje težave, polkrat ne. Torej, ni konca. Vendar se je to ravno tako del življenja in je treba se o tem pogovarjati, starši s tistimi, ki so otroku blizu in najdete eno pot, tako kot vsi iščemo pot. Eno je malo težje najti, bodimo pošteni, ampak je pa to isto, iskanje poti in z neko bližino. Ljudje so v resnici, jaz sem trdno prepričan, da so vsi ljudje v resnici v svojem bistvu dobri. Zdaj, zakaj se eni živalsko obnašajo, ne vem, ampak v resnici v svojem bistvu smo vsi ljudje dobri. To se predvsem v takih primerih. Kako se pa vi osebno soočate, ne vem, ko vidite, da je vse to, kar lahko za nekega otroka naredite, da je paliativa, oziroma ko vidite, da vam umira pred očmi? Jaz si mislim, da nimam zadost vere, če bi jo imel, bi mu rekel. Rada bi povabila tudi vas, če imate kakšno vprašanje, kar bi radi vprašali, sam nakažite, pa vam bom dala mikrofon, tako da ste res vsi lepo povabljeni, naš gost je tukaj tudi, da bo odgovoril na vaše vprašanje. Gost je navajen ljudi, tako No, jaz bi tukaj vsega, prej ste omenili, da ne poznate, da ne veste, kaj je to izgorelost in tako naprej, ampak kako pa ločujete, če je to sploh možno, službeno pa zasebno življenje? Veste, ko sem po noč na klic, zvoni telefon, recimo imam srečo, da žena bolj trdno spi, kaj jaz. Gledajte, to je... Težko je to vse ločevati, kaj lahko ločevati. Če veliko delaš, to verjetno vidijo se. Tako je. Jaz mislim, da ni delati nič narobe. Kdo bo kaj vprašal? Njem si naenkrat. No, jaz bi vseeno vprašala, še enkrat sem že, ampak bom še enkrat, da kje si napolnite baterije? A je sam delo tisto, ki vam daje nov zagon? Od kje črpate to, da lahko delate? Pravijo, da vi delate 36 ur na dan. Zdaj kaj spat gre, to mi zelo pomaga. Pa se pa zbudim, pa je bolj. Potem človek ni siten, če se naspi. Jaz še malo bi šla nazaj, tale vaša akademska, znanstvena, delovna pot in tako naprej. A ste imeli koga, na katerega ste se lahko obrnili, zanesli? Jaz sem imel ogromno dobrih. Se pravi, to prvi, ki me je opazil, je bil profesor Krišnik, moj mentor, zelo dober človek. In pa celo vrsto ljudi na poti, ki v bistvu so prepoznali, da je smiselno z mano delati, tako da brez tega absolutno ne gre. Pa je zanimivo, veste, niti ne samo mentorji, ampak mladi ljudje, ki so prišli, pa so hoteli z mano delati, to je mogoče še bolj. Vse to, da je mentor, pa če zelo priden, pa
Ampak to, da pa mlad človek pride iz nje, pa da je pripravljen delati, ne, to je pa bolj fajn. Tako da ima še bolj veseli, če sem odkrita. Se pravi, seveda, učitelji, vsi tisti, ki so rekli, pejte pa kaj narediti. Predvsem pa mlajši ljudje, ki pridejo in se jim ljub delati, se jim ljub z mano delati. To je po mojem ena največjih nagrad, ki lahko dobiš. A veste, jaz eni spremljajo vse tele pokazatelje, markerje in tako naprej. Jaz to ne spremljam. Nikoli nisem, to pač pride, seveda. In potem so te številke res zelo velike ratejo, kar pomeni, da si star. No, vedno se šteje samo za 5 zadnjih let, ne, tako da... Če lahko še malo pojasnite, no, pač našemu občinstvu, kaj to pomeni delati v skupini? Omenjali ste, da pridejo mladi ljudje, da delate skupaj, kako to poteka, kaj konkretno? Koliko je velika vaša skupina, vem, da se spreminja, najbrž ni čisto statična, ampak kako poteka neko tako raziskovalno delo, ki potem prinese pomembne rezultate? Mogoče pa včasih ne, pa je kakšna stran pot, ampak nekaj se naučiš, ne, iz tega. No, gledajte, ne, predvsem je treba paziti, ne, da imamo vsi skupaj tisto navdušenje, ne, tisto zanimanje. In pa, ko se nekaj odločimo, dostkrat je podaljša, kad si veliša, ne. Ampak, če se nam zdi nekaj zanimiv in verjamemo, da smo dali s tem kaj pojasniti, kar je pomembno, ne, potem pač je ključno to, ne, da ta veselje do dela, do razkovanega dela, se pravi veselje do tega, da res nekaj počneš, kar mi ni znano, se pravi, ne moraš še pogledati nekam prebrati, ampak delaš in ko vidiš, kaj se ti dogaja, z tega gradiš, sklepaš, ne, to je lepa pot, to je mogoče, ne, najboljši dokaz, da se da možgane, recimo, tudi pametno uporabljati. In zato je treba ljudi, ko to pokažeš, ki jih pretegneš, jih je pola zelo lahko v resnici voditi, koliko je velika naša skupina. Mi znamo v laboratoriju, če vse skupaj šteješ, pa ne delamo vsi isto, več kot 30 ljudi, no delati od nas je tudi več kot 30. Se pravi, so lepe skupine. In pomembno je tudi, da vsak najde na svoje mesto. Mi smo vsi neki veleumi, in to je normalen. Če znaš skupino tako povezati, da vsak najde svoje mesto in nekaj prispeva ključnega k tistim pol. Pol je lušten, pol ne grejo vsi v fabrike. Kdo bo kaj vprašal? Ne, res se bo. Dajte. Jaz sem Janez, prihajam iz sosednje fare. A to se sme? Ja, se podjekovance dobro bi zavirili, sem izjavil, pa še oziroma ostane. No, me zanima vaša življenjska pot, od kje prihajate, recimo, kako ste šel skozi življenje, kaj so te vaše glavne prelomnice, pa kjeri so največ vplivali na vaš življenje ali na ta odločitev za ta poklic, pa za tudi na... Poleg mame še recimo. Poter je bil teoretičen mehanik, matematik in je na morju dal polinome za deliti. Jaz sem tisto bolj počas delal in je sem tako z glavo zmaj rekel, sine, ti pa ne boš prav pameten. Tako da to je tudi razlog, da nisem inženir verjetno. Kako so bili vsi, ne vem, 700 let nazaj. Tako da, veste, jaz pri meni nič ni bilo tako prav tragičnega. Ko sem se vpisal na medicino po gimnaziji, sem imel razgovor, takrat so bili še razgovori. In takrat je bil dekan en član udbe in mi je rekel na razgovoru, take kasti mi ne rabimo. To je bilo leta 83. In jaz sem prišel dan in sem rekel, mami, tole ne všlo, jaz znam na medicini. Ampak pa sem bil pa na vrh, pa sem bil, kada se ni nad zgodil. To sem si recimo zelo drugač pač tragičnega, veste, študirali smo takrat, pol smo delali, a veste, časga se meni zgodila, da bi rekel, ne vem, da sem imel videnje ali kva, ne. Delal sem, pa
Včasih sem veliko dežurov, pa sem videl veliko stvari bolnih in trpljenja, pa smo šli naprej. S kje pa prihajate drugače, ali da ste? Iz Šiške. Ja. Kaj v Koprivko in imate še vezi? Rodbina prihaja iz Furlanije, je tam še zmeri, tako da, ja, mami je italijanska državljanka. Lani, gradbeniki. Ja. Še kdo? Ne. Mene zanima, jaz sem Lucija. Sem prvo razumela, torej vi s tem presejavnim testiranjem odkrivate tiste bolezni, ki se jih da pozdraviti. Pa še to me zanima, to testiranje je ob rojstvu ali že prej? Za večino bolezni je treba vsaj malo maternega mleka spiti, da se jo da odkrita. Zato se dela 48 do 72 ur po rojstvu, ko so te novorojenčki že malo dojeni. To velja za klasične urejene bolezni presnove. Za vse ostale pa predrojstvena diagnostika mora imeti tudi nek smisel. Če je predrojstvena diagnostika samo zato, da plod ubiješ, je vprašanje, koliko ljudi se za to odloči. A veste, če se da pa zdraviti, pa absolutno, seveda. To dejansko tako poteka, no? Pa popravite me, če bom narobe povedala, mamice najbrž veste, ko vzamejo kri, napeti, špiknejo in potem pač razmažejo oziroma ne vem. Ja. Tako da to dojenčka nič ne boli, mamice mogoče malo bolj, no? Ko tisto gledajo, ampak ni nič hudega. Potrebnost je za dojenček na povede. Mame trpijo, Jezus. Danes je vsaka stvar trpljenja. Vstati kakšen trpljenja. Ko je treba devati, ko je treba jesti. Malo preveč je tega trpljenja. No, bom jaz še malo izzivalna iz medicine v sodobni trenutek in to. Vi ste omenjali pomen dela, pa da ne jamramo skozi, da ni vse trpljenje in to. Kako bi to lahko spremenili v sedanji situaciji? Kaj predlagate? Novo vzgojo? Veste kaj, jaz mislim, da je tle tisto, v bistvu tle mora vsak sam spucati v resnici. Gotovo, gledajte, tudi tak pogovor je del tega, se pravi, jaz mislim, da se ti ljudje, ki imajo skozi občutek, da jim je nekaj težko, se svojeva že se trpijo, dejansko trpijo, zato ker ne razumejo, da je to brez veze. No, samo kako jim pomagati. Ja, tako da se pogovarjamo z njimi, da jih vidimo, pa vidite, že spet smo, točen tle, da jih vidimo, in rečemo, kogat pa je. Ja, mislim, kva pa je pohudga, a smo vkusil pojesti. Veste, nam je pohodo naš noče jesti, da boste mislili, kolikrat na dan jaz to slišim. Noče jesti, ja, ljubi Jezus. Sej to je hudo, ampak se nekak že preživi. Se da nekak zmi. Kdo še kaj prašil, Se ne vem, če mogoče lahko dve vprašanje. Prej zasledil ste govoril o odnosu ljudi do znanja in znanosti. Me zanima, ker to pač dejansko se je zdaj med korono sploh je vam izbil, v glavnem, zakaj mislite, da znanje in znanost in znanstveniki in ljudje, ki se ukvarjajo s tem področjem, tudi strokovnjaki, recimo, da niso v družbi tako prisotni. Oziroma, ima tako slab renome, da recimo, da je polno nekih, tudi po reklamah in tako naprej, nekih psevdo
znanstvenikov, ki oglašajo zdravila za vse živo in tako naprej. To je eno vprašanje, to drugo vprašanje pa tudi ste omenili, da ste medicinc po materinem dekretu, na nek način. In mati je tudi znanstvenica, naravoslovka, ste rekli, sem naravoslovna znanstvenica. Ta vidika pri svojem delu, kot naravoslovka, v osnovi znanost in vera prideta skupaj, ne vem kje, jaz ne, ampak sama sebe na nek način kot materija izključujeta. Ampak človek, kako kot človek se kdaj naletel na to, da ste kakšen preblisk svoj najdel v bistvu skozi to versko prakso, pa verskim pedigrejem, recimo, kaj bi ga imate. Ja, imam dve vprašanje. Jaz se moram kar zbrati, da ne pozabim. Prvo vprašanje je, zakaj znanstveniki ali pa zdravniki ne. Poglejte, zato, ker to določenemu družbenemu stroju pride prav. Znanstveniki, zdravniki smo vedno težko za nadzorovati. Ni ga Boga, da bo nam govoril, kaj bomo delali. To ste videli pri eutanaziji. Rekli smo njet in konc debate. Bolj uniformno, ne vem, kdaj nazadnje stroka, kaj je rekla. In isto je, pogledajte, imamo verjetno, na slovenska znanost je mogoče najvišji v fiziki. Imamo teoretično fiziko, ki ste jo praktično cel svet učili. Ves čas so ERC evropski projekti, in o tem ne boste nadslišali. Zakaj ne? Zato, ker to ne morajo nadzirati, ti, ki v resnici vodijo državo. Zdravniki smo na napačni strani, zdaj je treba spljuvati, uničati. To je bistvo tega in to je tistih se dosti stari, kako je bilo pa včasih. A je izobraženc, kaj je vreden del. To je vse isto, to se ne spremeni. V bistvu samo zdravniki, v bistvu znanost. Seveda, vse je jasen. Vsak, kaj zna, je tem ljudem navaren, ker ga ne morajo nadzirati. To je definicija. In to morate kar sprejeti. To je poslanstvo znanosti, da to... Poslanstvo znanosti, veste, v resnici je tako, ne? Poglejte, ena najbolj fascinantnih stvari je to, da je virus nekaj zgago delal v bistvu v manjka letu dni RNA cepivo razliko. Prvič. Ne čist prvič, se je že uporabljala v zelo majhnih serijah za zelo redke bolezni. To je ena taka, recimo, ne, jaz sem znanost, celotna veriga, ne, se prav dolg uporablja, da ne morate verjeti. Ali ste učinkovit, praktično brezstranski učinkovit. In to je najbolj zmotil te iste svoje. To je bilo treba razviti. Ker to so vsi ljudje vedeli, da dela. Ampak razumete? Kaj hožga? Zato je bilo treba tako močno antivaksersko, tako močno proti. In so dobili, so zmagali. Ker to je navaden. Čim vi pokažete, da nekaj, kar se s trudom pa razumom naredi dela, bolj slabo. Tako da to je čisto racionalno, to so interesi. Pač interesi enega dela družbe. In glede smo mi slabši, veste, predstavljajte si, ta popularizacija znanosti, to je po celem razvitem svetu vprašanje. Ne več v Ameriko, imate revije, jaz sem bil v decembra na francoski televiziji, ki se samo s tem ukvarja. Bomo imeli večerni pogovor iz studija, ki se samo s tem ukvarja, da se popularizira znanost. Ljudje razumejo, da raziskovanje neposredne koristi nazaj družbe. Vete, Evropska skupnost po tem govori, koliko denarja za raziskovanje projekte, kaj se z tega zgodi, tvoja diseminacija, kako ljudem nazaj povedati, da je to nekaj dobrega, da je koristi. Po raziskavah smo Slovenci na dnu v Evropski skupnosti, v odnosu do znanosti. Seveda, se smo še v marsičem na dnu, ampak so pa tudi vrhovi. In recimo fizika slovenska je čisti vrh. Kar zdaj tiče, a znanost izključuje vero, jaz tega nikoli nisem čisto dobro razumel. Moj foter je bil matematik
pa je bil skozi veren človek in dajte eno knjigo prebrati o črnih pa belih luknjah enega fizika italijanskega, v te vidu mislim. Če to ni fascinanten in če ti to vera vzame, pol jaz več ne razumem. Veste, ko odkrivaš, kaj vse se dogaja, je fascinanten. Mislim, meni ta naravoslovje, veste, genetika, te procesi znotraj celice, meni to res navdušuje. In da bi jaz zaradi tega vero zgubil, ali ne vem, jo pod vprašaj postavil, iz tega sploh ne zastopam. To je, pa to za neheca, odkrit povem, da ne zastopam. V smislu zgubo, ali pa da jo ne bi imel. Sam prav, sta dve stvari, s katerim pač urodja vere ne moreš uporabljati v znanstvenih projektih. A veste kaj, zmeri najdeš kakšen izgovor, da ni zveren. Enkrat ta umre, pa kaj češ, če mi je ta umre, kakšna je to vera, nič ni vredna, nič ni pomagal, pa ne vem, ja, sem tole odkril, zdaj pa jaz se skrbim resnico. Zmer je dober izgovor, dosti izgovorov za to, da ni zveren. Vera ta napove, kaj je v celici nota, po nekem matematičnem ali po nekem fizikalnem pojavu v črni luknji. To ni stvar vera. Vera ti pove, za kva moraš to delati, pa kako moraš to dobro uporabiti. Ne atomsko bombo zdelati. To je nevarnost, po genetiki, zloraba genetike, to ti vera pove. Da jo ne zlorabiš, ali pa da jo uporabiš v dobro. Veste, to, kaj se pa Veste, s kakšno brzino se vrti molekula nukleinske kisline, ki se bere? S kakšno brzino se vrti? Se tavžim ti obratov na sekundo. Si predstavljate to, vsaki vaši celici, da lahko razmišljate, pa rabite njeno novo beljakovino, pa se začne tole sukati pa prepisovati. Ne morate take brzine na zemlji narediti, recimo z mopedom ali pa s Hondo. Ampak zastopite, ne? To je fascinantno, ampak kakšno ima to zvezo z vero? Tako da znanost, pa kar neki znanosti sem v življenju videl, tudi ni moje vere, pravzaprav. Če kaj ne, sem si mislil, da bent je dobro narejen. Ampak kaj drugega pa ne. Še kakšno vprašanje? Bo še kakšna punca, ki je vprašala, jaz sem zelo živčen. A župnik ne vsti govoriti, jaz tisto je bilo deklet, tisto je bolj pogumno. Gospe, smete nekaj govoriti, ali nič? Pa tej hiši. Imam pa še eno vprašanje. Če ste doživeli kakšno čudežno zdravitev pri svojih pacijentih ali pa kaj tazga, ko bi rekel, to pa nismo mi naredili, ampak je bilo tako, kakor danes v evangeliju. A veste, hobi se pa res prevzel, če bi pa to videl. Ja, hobi začel gledati, če ima kakšne šajnki. Ne, nažalost ne. Žalost ne. Pa sem premišljal kar veliko o tem, ampak ne. Tako da mogoče je v tej naš državi in pomankanje vere. Ker v resnica ne, jaz verjamem, da je to možno, tako kar se vam to mogoče super hecni sliši. Ampak mora biti pa vera za to. Veste, kaj Marko piše? Piše prostega in ne jed preveriti, ali se je zgodilo ali ne, ker če ste veren, se je že zgodilo. In če boste rekel, da se ta gora v morje prevrne, se prevrne. To piše. Zdaj. Ali verjamete, ali pa ne. Ampak moraš pa verovati. Očitno je pri meni bolj šlo. Pa ne samo pribrs. Ne, da sem bolj tisto. No, kaj pa, recimo, hipotetično bom nadaljevala Lucino vprašanje.
Rekli ste, da bi bili veseli, če bi se to zgodilo. Kako bi pa potem to v krogu svojih kolegov medicinsko pojasnili ali ne pojasnili? Zdaj, ti primeri, ki so opisani, so spočitni, da vem kaj dosti ne pojasnuje. Ko mi vemo, da ne znamo naprej, in ko je nekdo hudo bolan, če tak človek pozdravi, nimaš kaj dosti filozofirati v resnici. Mislim, najmanj kar lahko rečemo je, da mi nismo bili tisti. Zdaj, posle ne pa skregajo, kdo je bil. Ja, ne, svoje mislim, ampak to ni zelo težko, veste, te čudeži, ki so opisani, ko kar lahko človek prevere, tam so bili zdravniki zraven, imaš kaj. Bog tudi pozdravniki zdrav. Pa kaj pa vem, Če takole verjamete, polje je super, gospod. Pa hvala, da se oglasili, to je. Verjamem, da bo zdravnika njela. Veste, kako je, Jaz mislim, da do neke meje imate prav. Če je ta prav, pa če je dober človek, verjetno res. A veste, ker ne živimo samo od kruha, tudi od samo zdravil, A me razumete? Tako da nekaj verjetno je na tem. Ja, do vsake besede, ki bi znači No, vidite, tako da je verjetno nekaj na tem, če je dober človek. Jaz pa verjamem, da tudi Sveti Duh deluje tudi po znanstvenikih, da pomaga odkrivati tiste. Dajte ga še malo name priklicati. Imamo zdaj dve take dobre ideje, če bi bilo res neko, da... Jaz se strinjam z vami, veste. Jaz mislim, da imate prav, tudi jaz to mislim. Jaz tudi tako sprejemam, recimo, da se znanost pa vera dopolnjujeta, pa tudi bom rekla, hvala vsem raziskovalcem, pač na tem področju, ker pač moja dva sinova imata fenilketonurijo in zaradi tega pač tudi, bom rekla, da se v redu razvijata. Hvala, da ste to povedali, to je kar pogumno. Ja, tako je, veste, to je tisto, kar sem jaz na začetku rekel. Tle, ko sedimo, zelo malo nas je popolnoma zdravi. Zelo malo, to je vse nakladanje. In bogatih, in lepih, in Kardashian. To je vse norost družbe. Recimo, glede na to, kako se to prenaša ta gen, so z možem oba prenašalca. A pa se, recimo, ostali otroci, trije, ki pač niso zboleli, a so prenašalci, ali lahko tudi niso. Veste, to ni tako težko zastopati. Za take vrste bolezni, vsak človek ima dva alela, enega od mame, enega od fota. Ta je bolan, zato je manjši, ta je zdrav. To sta vi, to je vaš mož, Če ta dva skrb prideta na fenilketonurijo, če ta dva skrb prideta, je prenašalec. Če ta dva skrb prideta, je zdravč. In take možnosti je 25%. 50 za prenašalec, pa 25 za bolan. To je meni tudi naredil en župak Čeh, ki je ovce križal, pa je videl, kako se barve spreminjajo, pa je ta način dedvajna pokazal. Ne dedujejo vse bolezni, tako včasih je veliko bolj zapleteno, ampak fenilketonurija pa se. Pa recimo, za tiste, ki niso zboleli, a se lahko kakšne teste delajo? Sam, morate pa reči, da želite, ker to ni neposredno korist, se pravi, če pa to želite, se pa natestite. Hvala. A to je dosti, da se reče osebnemu zdravniku, da da naprej za... Tudi če so otroci, morate s pediatrom zmeniti, na nobenega problema. To je rutinska stvar, to ni nobenega problema. Naj bi pa nekaj zaradi sladkorne bolezni rekla, No. Naprimer, če zdaj dam sebe primer, če ne bi bilo zdravil, najbolj bi več ne bilo. Saburen? Ja. Pa bila mlada, ni bilo problemov. Megan prej mi je rekla zdravnica, kako imate lepe izvide, pa kar naenkrat 29 sladkorja. Pa jeste zdaj zdravila? Ja, seveda. Dobro.
Vem, da pri zdravnikov bi bila zame zelo težka. Ne, za veliko nas gospa, se to hočem povedati, ne. Ta ideja, da smo ljudje zdravi in naduti in bogati, to je vse napuh, to je eden izmed hudih grehov, v resnici ni tako. To je vse laž, te družbe, ne. Fajn. Hvala za zdravnike, ne? No, lejte. To mami povedal. Če vas ne bi rodila, vas ne bilo. To pa ni tako. Pa mlatla, ne, to ste pozabili. Pa nam mlatla, kaj sem rodila. To se je to drugačno, to se to naredila. Še kdo? Ja, jaz bi še. No, dajte. Pozdravljeni, zelo lepo, da ste se odzvali, da ste prišli k nam. Mene zanima to, recimo, tam, ker en otrok umira in ste vi tam zraven in če so starši neverujoči, a jim kakšne besede rečete v smislu vere, v smislu Boga, v smislu večnosti, ali tega ne uporabljate tam z besedami, tako da recimo nekdo ne bi bil tega, če ni verujoč, verjetno niti sposoben sprejeti, ali si to nekako iz srca ven sevate? Veste, kako je? Stiska starša, ki mu otrok umira, je nepopisna. Jaz mislim, Ujžga, jaz ne vem, če sem kdaj videl in mislim, to je natančno, kot ste peli danes, veste, ki je na križu gledala, ki je umiral. Mislim, to Ujžga ne more biti. Zdaj, ali da ste vi v tak situaciji ljudi vero učili, jaz mislim, da bi imel pravičeno nagovec. To ne more biti, ampak razumete. Kaj jaz tam zraven delam, ker običajno je to res, mislim, zadnja ura, 2, jaz pa molim. No, nekdo je že rekel, da na tem mislim, da nič ne delam tam zraven, kaj ste mislim. No, se to v bistvu se... Zdaj, a to komu pomaga, ne, ampak drugače skoraj, veste, če mislite, da se na to kot zdravnik navadiš, če to večkrat vidiš, je to se nikoli ne navadiš. Nikoli. To je... Tega ne bi smel biti. Skratka, ne zdržiš, ne? A ja, bežim jaz bolj slabo. Hvala. Še kdo? No, zadnje vrste, to je zmerno in bolj. Rajš malo stojim, ker preveč sedim v službi. Mene pa zanima, to ste omenili prej recimo v teh 35 letih, da so se stvari tako spremenile, da pač pa zdaj, če bi tako tehnično rekel, da človeški možgani v tem času niso toliko napredovali, me zanima, kako je še ta povezava s tehniko oziroma z temi drugimi pripomočki, ki recimo prispevajo k temu skoku, recimo, ali pa preskoku, ali je tudi neka sreča, recimo pri tem, ko se človek poglavlja, pa dobi neko vid, bom rekel, čist brez. Ne, poglejte, bistvo, se pravi, računalnikov je v tem, da neskončno pospešijo. Poglejte matematike, tisto, kar se je nekoč računali, ne vem, a veste, tedne, mesece, so zdaj minute. Poglejte analize naših genomov. Mi imamo zdaj en velik server, ki smo ga z evropskim grantom dobili, je mogla ameriška vlada podpisati, da so ga lahko vozili sem. Recimo človeški genom nazaj sestavko opredeli v 2 urah. To je včasih bilo teden dni za računalnika in 6 usporedno. Se pravi, računalnik je neskončna pomoč. Zdaj, če greste še naprej, mi uporabljamo umetno inteligenco za to, da recimo otrokem dovaja inzulin in odraslim seveda. To se pravi, umetna inteligenca neposredno prevzame zelo siten del recimo vodenja te bolezni. Umetno inteligenco imamo za očitavanje rentgenskih slik. 3 minute. Za očitavanje očesnega ozadja. Tako da to je neskončna pomoč. In imate predvsem uniformiran, recimo po celi Evropi isto, lahko sledite.
pa vse je dokumentirano, to se pravi v trenutku, ker to da samo skore za verjetnost. V trenutku, ko je potrebno recimo pregledati oftalmologa, rentgenologa mene, pa prideš in lahko za vse nazaj preveriš, kako je bil potek. Ampak s tem bistveno več, bolj natančno in bolj primerljivo narediš. Tako da medicina danes brez tehnike, brez računalništva, brez umetne inteligence lahko sam zapreti. Kaj pa področje, recimo, kvantne računalništva, to je že tudi? Česa? Kvantne računalništva. Seveda, neuronske mreže. Redno uporabljamo neuronske mreže, ne moreš brez tega. Me sem še to zanima, recimo svet pač je zdaj zelo povezan na vas, če tako rečemo, po drugi strani me pa zanima, ne vem, kako je pa tekmovalno, tako recimo zdaj Zahod, ne vem, Kitajska, a se to, če gledamo tudi z področja umetne inteligence, vemo, da rečemo, Kitajci niso tam zaradi tega, ker nimajo ta boljših grafičnih kartic čipov pač. Jaz v bistvu v resnici tekmujem sam samim sabo, jaz nikoli nisem tekmoval z drugimi, nikoli. Jaz mislim, da je to bolan. Jaz imam sabo dosti težav. Tako da jaz tega ne zastopam. Pa tudi sem, to so vse politično natolcevanje. Jaz sem prepričan, da tudi Kitajci imajo. Je nemogoče. Ne? Zdaj, davate, tam je nasilje v tisti družbi. To je njihov problem, ne grafične kartice. Ne? Ampak drugače pa jaz tekmovalnost, veste, poglejte vojne, se ne morate verjeti, da se to še zmeraj gre. Tle je ogromen tehnik od zadnje, ogromen rečem, to ustavta, ne, pa to, da tu nekaj, kar jim pomaga. Ne, gledajte, brez tehnike, sigurno so tukaj, mislim, bistveno naprej Amerikanci, tudi pred Evropsko skupnostjo, predvsem pred tej čipih. Ampak gledajte, nam jih pa dajo, ne. Pa če jih nam dajo, je gotovo še kot. Mogoče še nadaljevanje tega vprašanja glede tekmovalnosti pa sodelovanja me zanima, čisto tako, koliko je na tem zdravstvenem področju tukaj v svetu, a ne, koliko so vsi ti rezultati, ki jih tudi tukaj odkrijete v Sloveniji, ali pa kje drugje, koliko se to vse izmenjuje med seboj, ali je vsak, ne vem, vsaka država svoje, vsak svoje skriva, kar odkrije, ali je ta odprtost dosti velika v tem svetovnem merilu, ali ne? Ja, Evropa ima po mojem tukaj najboljše zakone, ker v bistvu je zakonila, Evropska direktiva pove, da so vsi javno plačani rezultati javni, takoj. Torej, z dnevom objave. Še več, tudi privatne, če neka korporacija nekaj odkrije, mora čez 8 let biti javno. Šele čez 8? A zdaj to ni šele. To ni šele, ne. Zdaj hoče žati na 6, pa se bojo vse firme omaknile z Evrope. In bo Evropa Kitajska. Pa veste, ne boš tako, ne. Oni vlagajo narod ljudi v to, da kaj naredijo, ne. Ne boš kar vzeti. Partizansko. Ja. Se jih to me zanima, ker vendarle eni veliko več vlagajo, in koliko rezultate imajo na nek način tudi pravico, jih mečken skriva. Patente dajo gor, ne bi vsi sad za to gre, pač od tega nekaj dobijo, ker morajo nazaj dobiti, sej gledajte, se ima tudi univerza patente. Rezultat je javen, ampak če nekdo pol to znanje uporab, morajo univerzi nekaj dati. Tako, recimo v Ameriki pride 40% od najde nazaj, tako. V javnem sistema, če hoče. To je normalno, kje smo mi slabi. Mi kar objavljamo, pa smo pa presečeni, da je to objavljeno. Je treba zaščititi tisto, kar naredimo nazaj, tvoja javna ustanova nekaj tega. In kje smo slabi, kje se moramo še naučiti. Ker nismo bili tako vzgojeni, veste, če odkrito niti nisem vedel, kaj je patent, ker sem začel. Če je vedno, veste, ravnotežje, ravnotežje morate najdeti, da ti ljudi, ki imajo možnost investirati, pa ki imajo ideje, da prva se ostanejo, da vsi ne pobegnejo, krat se pa z njimi zmeniš, recimo Švica je kaj najboljša, kolikšen del mora nazaj družbi vrniti. In če je to ravnotežje dobro, je win-win. Imajo ljudje velik, pa ta pameten ti ne pobegnejo. In to je zmeri treba na novo iskati to ravnotežje, to ni lahko narediti.
sem Miro iz Cerkljanske fare. A to je tudi nekje drugje? Jezus. To je pod Krovalcem. Dobro. Ja, ok. Tam grem pa jaz z biciklom. Pa enkrat nas zavite, pa bo. Enkrat je mu povedal prej to, doktor Škerlec, enkrat nas zavil, smo tako malo družinski prijatelji, če mogoče ga poznate. Škerlec. S akupunkturo se je ukvarjal pred... Ok. Ja. Pa je prišel k nam, pa smo pomota nalil špricar na zraven s pošnopsam. Jezus. Tako da če k nam zapeljal... Na Bosika. Imam pa svoje izkušnjo, pa zdaj mogoče bo prav, da povem. Jaz sem v zboru za klopen meningitis, pa sem bil na zdravljenju, so to ugotovili, pa sem se predvsej ustrašil. Zraven meni je bil en bolnik, ki je imel mišjo mrzlico. In so bila obakrat dosti tako hendikepirana. Sem rekel, da je prosil za maziljenje. In sva prosila za maziljenje in sva šla oba, skoraj v tednu sva šla domov. In poti smo, ko sem prišel domov, sem delal na sonc, praktično res, na strehu smo delali 500 kvadratov in do zdaj nimam nobenih posledic, zdravnik ne verjame, mislim, da verjame. Malo se je sprašal, kako je to možen, ker je diagnoza jasna, pa se je kar sprahnil. Nisem povedal, da smo bili na maziljenju. Vete, jaz mislim, da vera pomaga. Mislim, če ne bi to mislil, ne bi tle sedel. Jaz mislim, da pomaga. Ne znamo vse razložiti, tudi ni vse tako epohalno, razumete, ne. Ampak če je človek veren, pa če zna popucati svoje težave, je to brez dvoma prednost. Sploh ni debate. Strah je škodljiv. A veste, če ti vera potem pomaga, da se ne bojiš in rečeš, lej, kaj smo danes, en gospod, ki poje, je takoj začel, in kaj pred hudim sovražnikom branim. To ni zastonj. A veste, to ne govorimo zastonj. In če v to verjameš, imaš prednost. Nobene debate v tem. Bi še kdo kaj podelil, vprašal? Hvala, ker ste to. To je pomembno, da veste, pomembno, da ljudje slišijo, da nismo vsi z Mercedesi sem prišli. Pa zdaj ste že utrujeni. Če ni vprašanj, bi se jaz v imenu vseh zahvalila našemu gostu. Tukaj imamo eno malenko za vas. Jaz ne sprejemam daril. No, to se boste pa župnikom zmenili. Jaz pa slabo slišal. No, tako da boste spomnili še na Poljane in na našo župlijo in na nas vsem. Najlepša hvala. Mislim, da je bil res lep večer in da smo videli, da Bog deluje tudi po medicini, tudi po zdravnikih in da se nam ni treba nič bati. In vam želim še veliko uspehov, predvsem pa veselja pri vašem delu in življenju. Hvala vsem.